Leto 619. Vreme je že nekaj let nestabilno in pomanjkanje padavin nad Kaspijskim jezerom travnato stepo spremeni v puščavo. Turki na tem območju ostanejo brez ozemlja za preživljanje in se zaradi lakote izselijo na zahod. To je nevaren čas pogostih plenitev. Turki so spretni bojevniki na konjih, zato jih na jugu Poljske staroselci najamejo za varovanje pred plenilskimi hordami. Turki med staroselci predstavljajo pod 10% prebivalstva. Ime Hrvati so jim nadeli Poljaki in pomeni bojevnike. Etimološko izvira iz besede harbati oziroma garbati, kar pomeni tolčti se, tepsti se. Slovanske jezike prevzamejo z naravno asimilacijo. V času, ko je Karantanija del samove države, leta 629, Karantanci povabijo del hrvaških vojaških najemnikov, predvsem konjenikov iz južne Poljske, za boje proti stalno nadležnim obrom. Turški Hrvati že kmalu prevzamejo slovenski jezik, v 8. stoletju pa sočasno Slovenci prevzamejo še krščansko vero. Obri, organizirana plenilska horda, vse od 6. stoletja nadzirajo velik del Balkana in Karantanije. Karantanci z močno frankovsko pomočjo leta 803 iz dveh smeri uničijo Obre, nato pa še glavni obrski ring med Tiso in Donavo. Obri dokončno izginejo iz politične zgodovine, poraženi hitro prevzamejo krščansko vero in se asimilirajo. Bavarci zasedejo ozemlja severno od Donave, Karantanci, Slovenci pa pod Donavo, ter na jugu vse do province Dalmacije. Po uničenju Obrov, hrvaški najemniki Karantancem niso več potrebni. Nekateri se naselijo na osvobojenih ozemljih, večina pa prezimi v okolici Siska in se leta 804 izseli za novo mejo, v porečje Zgornje Une in na Krbovsko polje. Hrvati se v severni Dalmaciji naselijo med Slovence oziroma Slovince, kot jih imenujejo zgodovinski viri. Tam Hrvati predstavljajo bistveno manjšino. Toda Hrvati domorodne Slovence v Dalmaciji že kmalu po naselitvi nadvladajo in prevzamejo oblast, ker so vojaško bolje organizirani. Leta 816 ustanovijo prvo hrvaško državico. Hrvaška državica se v naslednjih 100 letih razširi do Jadrana. Iz obalnih mest izrinejo Romane, v notranjosti pa zasedejo precejšnje dele dalmatinske Bosne in karantanske Slovenije. Hrvaška država ima največji obseg za časa Tomislava do leta 928. Potem začne njen vpliv padati. Leta 1091 je Hrvaška kljub papeškemu nasprotovanju priključena Ogrski. Hrvati se od Slovincev hitro naučijo izkoriščati prednosti morja. Velik del prihodka za vzdrževanje močne hrvaške vojske izvira iz roparskih plenitev, trgovskih ladij na Jadranu in pobiranja pristojbin denarju in blagu. Hrvaški davek za mirno plovbo že močno slabi beneško trgovino, zato Benečani v 11. stoletju
organizirajo vojne pohode proti hrvaškemu gusarstvu. Hrvaške ravbarje močno omejijo in beneška trgovina začne spet cveteti. Benečani v nekaj stoletjih postanejo evropska velesila. Hrvaška država je politična enota, kjer Hrvati, bivši vojaški najemniki, predstavljajo številčno marginalno, a odločilno politično in vojaško moč. Skozi celotno zgodovino in še v 20. stoletju se tako Dalmatinci kot Slovenci Slovenijo štejejo za samostojen narod, ločen od priseljenih Hrvatov. Ime Slavi, Ščavoni, na območju, ki ga politično obvladujejo Hrvati, je latinska oblika zapisa imena Slovenci. Prve navedbe segajo v 7. stoletje, Hrvati pa se ime Slovenec lastijo in trdijo, da gre pri tem za Hrvate. Viri v vsem zgodovinskem času srednjega in novega veka Hrvate nikdar, niti pomotoma ne imenujejo Slavi oziroma Ščavi. Hrvati ta dejstva ponarejajo, da bi zakrili svoj pozen prihod na Balkan. V Istri do 15. stoletja živijo izključno Slovenci in Benečani. Hrvatov ni v Istri. Navedbe, da so se v Istro priselili z vzhoda, ne podpira niti en sam dokaz. V obdobju 15. do 17. stoletja je v Istri kuga močno razredčila prebivalstvo, tako v mestih kot na deželi. Nekatere vasi so bile povsem izpraznjene. Ker je v Istri zaradi posledic kuge primanjkovalo delovne sile, začnejo Benečani v 16. stoletju dovažati delovno silo iz svojih kolonij ob Jadranu. Dalmatince, Črnogorce, Bosance, Albance in prebežnike pred Turki in Morlake. Toda Hrvatov v Istri niso nikdar naselili.